Pozdravljeni, moje ime je Valentina Prevoljnik Rupel. Današnje predavanje je predavanje o kvalitativnih podatkih oziroma tehnikah zbiranja kvalitativnih podatkov in poteka v okviru predmeta na dobi individualna strokovna naloga in pa integrativni projekt. Danes bomo govorili o tem, kaj je kvalitativno raziskovanje, kako se kvalitativno raziskovanje razlikuje od kvantitativnega raziskovanja. Govorili pa bomo tudi o tehnikah zbiranja podatkov v kvalitativni analizi. Omenili bomo predvsem 3 tehnike, to so intervju, fokusne skupine in pa opazovanje oziroma opazovalne študije. Torej, kaj je kvalitativno raziskovanje? Kvalitativno raziskovanje je ustvarjalno početje, ki ga vsak izvaja malo drugače in svojo osebno noto. Se pravi, ni nekih striktnih navodil oziroma pravil, kot so pri kvantitativnem raziskovanju. Predvsem je pomembno, da vas tematika, ki se je lotevate, zanima in da ste pri njenem raziskovanju iznajdljivi, inovativni, ustvarjalni. Zdaj, kaj raziskujemo pri kvalitativnem raziskovanju? Predmet je raziskovanje povsem nekih stvarnih, praktičnih stvari oziroma dogajanj, pojavov, težav v okolju. Se pravi, recimo razumevanje nekih motivov, recimo zakaj se cepiti, zakaj se ne cepiti, raziskovanje življenja v nekem okolju, nekih vrednot, norm, običajev v okolici. Pogosto se tega raziskovanja lotevamo brez neke jasne formulacije problema, brez hipotez ponavadi in pa tudi brez vnaprej znanih spremenljivk. Na primer, če ugotavljamo vzroke za pomanjkanje anesteziologov v neki bolnišnici, potem vemo, poznamo, kaj je naše področje raziskovanja, vemo, katere tehnike pridobivanja podatkov bomo uporabili, recimo intervjuje in pa neko analizo dokumentacije oziroma obstoječih sekundarnih podatkov. Seveda pa ne vemo, kaj bi točni vzroki za pomanjkanje anesteziologov bili, zato težko tudi postavimo hipoteze. Šele ko bomo to raziskavo opravili, pa bomo vedeli, kaj ti vzroki so in bomo lahko potem tudi vnaprej zasnovali raziskavo. Podobno je z vzorčenjem, medtem ko je pri kvantitativni raziskavi vzorčenje povsem naprej določeno in natančno definirano, od velikosti vzorca do načina vzorčenja, do enot, je pri kvalitativnem vzorčenju to nekoliko drugače. Odločiti se moramo, katere enote bomo dali v vzorec, ali so to neke tipične enote, ki jih potrebujemo, da raziščemo naš pojav, ali so to neki skrajni primeri, recimo zelo uspešni športniki ali pa zelo neuspešni športniki, ali so to neki predstavniki podkategorij na področju, ki ga raziskujemo, ali so to neki uspešni primeri in tako naprej. Se pravi, vzorci v kvalitativnem raziskovanju so ponavadi majhni, fleksibilni, priročni, sproti prilagajamo, da vidimo, kaj potrebujemo, in lahko je tudi v vzorcu samo ena enota, vsekakor pa velikost vzorca ne presega nekaj 30 enot. Zdaj, v čem je glavna razlika med kvantitativnim in kvalitativnim raziskovanjem? Kot smo že rekli, je razlika v postavljenih ciljih, razlika je v vzorcu, razlika je v hipotezah, se pravi, v kvantitativnem raziskovanju si jih postavimo naprej in so večinoma jasne, medtem ko v kvalitativnem raziskovanju hipotez ne moremo postaviti, ker v bistvu raziskujemo šele vprašanje, zakaj, in jih enostavno ne znamo postaviti. Razlika je tudi v spremenljivkah, ki jih ponavadi pri kvalitativnem raziskovanju, preden se lotimo raziskave, ne poznamo. Razlika pa je tudi v podatkih.
Medtem ko v kvantitativnem raziskovanju predvsem operiramo z nekimi številčnimi podatki, se v kvalitativnem raziskovanju bolj to, kar pridobivamo, so bolj neke izjave, besede, zgodbe, a ne, ki jih kasneje skušamo analizirati. Se pravi, razlika med podatki, ki jih pridobimo pri obeh vrstah raziskovanja, se seveda zdi ogromna, vendar če pomislite bolje, tudi ni tako ogromna, zato ker se ta tekst, besede, izjave vedno dajo na nek način zakodirati. Recimo, če vprašamo po spolu, ženski, moški, lahko vedno označimo recimo potem moški z 0, ženski z 1, ali pa recimo zadovoljstvo tudi lahko po stopnjah recimo označimo potem številkami. Tako da tekstovne odgovore vedno lahko kot prvo zakodiramo, kot drugo jih pa že v teku samega pridobivanja podatkov in malo kasneje skušamo nekako razdeliti v neke smiselne skupine in jih pač ustrezno klasificirati. Zdaj razlike bolj uradno lahko nekako razdelimo glede na namen, glede na pristop, glede na vzorec, analizo, izid in pa odnose. Pri kvalitativnih raziskavah se sprašujemo predvsem kako, zakaj, se pravi, to so vprašanja, na katera skušamo v kvalitativni raziskavi odgovoriti. Gre pa za raziskavo nekega vedenja, kot smo že rekli, nekega obnašanja, motivov in tako naprej. Se pravi, nekih stvarnih, praktičnih težav v našem okolju. Pri kvantitativnih raziskavah bo pravo vprašanje, na katerega iščemo odgovor ali oziroma kaj, iščemo pa neke vzročne povezave med pojavi oziroma testiramo neke hipoteze, ki si jih vnaprej postavimo. Pri kvalitativni raziskavi je pristop bolj širok, se pravi, nove teme se odpirajo, nastajajo v procesu, raziskujemo spet naravno okolje, stvarne, praktične, dejanske težave. Pri kvantitativnih raziskavah je pristop bolj ozek, zanima nas zgolj specifična tema, ki jo vnaprej določimo in izhaja iz raziskovalnega področja, okolje pa je večinoma umetno, se pravi, mi smo kot opazovalec bolj objektivni in proučujemo ta pojav z distance, a ne. Vzorec pri kvalitativnih raziskavah, smo že rekli, je majhen, fleksibilen, si ga prilagajamo po potrebi in praviloma ne presega 30 enot. Pri kvantitativnih raziskavah pa je vzorec zafiksiran, vnaprej določen in ponavadi tudi večji. Analiza pri kvalitativnih raziskavah, ki jo uporabljamo, je kodiranje, se pravi, v bistvu klasificiranje in označevanje nekih skupin znotraj teksta, ki ga zberemo s tehnikami pridobivanja podatkov. Pri kvantitativnih raziskavah pa za obdelavo zbranih podatkov uporabljamo statistiko. Izid kvalitativne raziskave je neka nova teorija, ki je nastala, neka zgodba, pri kvantitativnih raziskavah pa je nek merljiv rezultat. To smo tudi že povedali o odnosih. V kvalitativnih raziskavah je raziskovalec z vzorcem in s podatki bolj povezan, medtem ko pri kvantitativnih raziskavah raziskovalec proučuje pojav z neke distance. Ne glede na vse razlike je zelo pomembno, da se zavedamo, da v večini raziskav uporabimo kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih strategij. Ponavadi raziščemo oziroma odgovorimo na vprašanje ali pa kaj z kvantitativno raziskavo, ko pa skušamo naše rezultate še dodatno obrazložiti, se pravi, zakaj je do tega prišlo ali pa kako, na kak način, a ne, pa uporabimo še kvalitativno raziskavo. Tako da večinoma tudi v magistrskih nalogah uporabljamo neko kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih strategij. Pogledali bomo glavne tehnike zbiranja kvalitativnih podatkov.
Glavne tehnike so 4, to je intervju, fokusne skupine, opazovalne študije in pa študij dokumentov in literature. Zdaj seveda pri študiju dokumentov in literature gre za neke sekundarne vire podatkov, za katere moramo vedeti, da niso bili dejansko zbrani z namenom, naše študije, pač pa so obstajali že od prej, in zato morda ne ustrezajo popolnoma namenu, ki ga želimo doseči z našo raziskavo. Prav tako pa je velikokrat pri že obstoječih dokumentih, podatkih, literaturi problem, da ni dostopna. Se pravi, to veste tudi že pri člankih, da veliko člankov je plačljivih, dokumenti pa enostavno velikokrat niso dostopni, prav tako podatkovne baze. Danes bomo predvsem pogledali prve 3 tehnike zbiranja podatkov, ker z njimi zbiramo pač primarne podatke. Se pravi, osnovna načina zbiranja podatkov sta intervju in pa anketa. Anketo torej izvedemo s pomočjo anketarja ali pa brez njegove pomoči, se pravi, da nekdo, če anketarja ni, torej da nekdo sam izpolni vprašalnik, ki mu ga bodisi pošljemo kot spletno anketo ali pa v papirju, recimo v kuverti. Če torej anketo izpolni izpraševanec s pomočjo anketarja, potem ta anketa dejansko dobi obliko intervjuja. Kaj je intervju? Intervju je pogovor z določenim namenom. Se pravi, kje se anketa in intervju prekrivata? Se pravi, če je intervju povsem strukturiran, se pravi, da ima obliko ankete in da se izpolni s pomočjo izpraševanca, potem je ta anketa dejansko tudi intervju. Se pravi, strukturiran intervju in anketa sta pravzaprav ena in ista stvar, vkolikor jo izvede anketar. Zdaj poznamo več vrst intervjuja glede na strukturiranost. Se pravi, lahko, če imamo nestrukturirani intervju, za ta intervju določimo le tematiko, o kateri se potem tekom intervjuja anketiranec prosto, odprto izraža. Ta pogovor je globinski, ker imamo veliko časa in v bistvu damo prosto izbiro anketirancu, da o tematiki pove v bistvu vse, kar želi povedati o tematiki. Če obstaja vnaprej pripravljen spisek tem in vprašanj, vendar te teme in vprašanja nekako prilagajamo toku pogovora, govorimo o delno strukturiranem intervjuju. Zdaj, seveda, če imamo delno strukturiran intervju, se podatki, ki jih pridobimo s takim intervjujem, precej razlikujejo od anketiranca do anketiranca, ker pač recimo nekatera vprašanja izpustimo ali vrstni red zamenjamo, odvisno kam nas pogovor zanese. Če pa pogovor izpeljemo na podlagi vprašalnika, od katerega izvedba čisto nič ne odstopa, gre pa za strukturiran intervju. Če imamo strukturiran intervju, potem so podatki zbrani z njim večinoma namenjeni, se pravi, neki kvantitativni obdelavi, kvantitativni analizi. Podatki, ki so pridobljeni z nestrukturiranim ali pa delno strukturiranim intervjujem, pa so namenjeni nujno kodiranju, zato ker ne moremo uporabiti na njih kvantitativne analize. Glede na število oseb, ki sodelujejo v intervjuju, ločimo individualni intervju, to pomeni, da je to pogovor med 2 osebama, se pravi spraševancem in pa izpraševancem, ki lahko poteka ali v živo ali pa po telefonu. Skupinski intervju pa je intervju z več osebami hkrati. Ko se pripravljamo na intervju, najprej določimo cilj intervjuja, kaj to pomeni.
To pomeni, da razmislimo, kaj želimo raziskati in si pripravimo vprašanja, oziroma če gre za nestrukturirani intervju ali pa delno strukturirani, si pripravimo vse neke tematike ali pa iztočnice, o katerih želimo govoriti, oziroma po katerih bomo spraševali izpraševanca. Zdaj, načela za postavitev dobrih vprašanj so predvsem, da ne uporabljamo dvoumnih besed, se pravi, da smo popolnoma jasni in razumljivi in da naš vsak, ki je anketiran, razume na enak način. Prav tako ne smemo postavljati preohlapnih vprašanj, se pravi, da bi bil odgovor nejasen ali pa zmeden ali pa da nas anketiranec ne bi dobro razumel. Ne smemo uporabljati preveč strokovnih izrazov, se pravi, želimo, da nas anketiranec razume. To ni prostor, kjer bi se nekako postavljali z našim znanjem in obvladovanjem strokovnega izrazoslovja, pač pa želimo, da intervju teče gladko, da anketiranec dejansko ne zaide v neko stisko in da naše vprašanje razume. Seveda se izogibamo žaljivk, tujk, nekih spornih izrazov, ne postavljamo preveč dolgih in zahtevnih vprašanj. Vedeti moramo, da anketiranec to tematiko oziroma vprašanje sliši prvič in da ne smemo to vprašanje postaviti na preveč zahteven način. Prav tako ni dobro, da ne smemo postaviti vprašanje na način, da uporabljamo neke predpostavke oziroma da sprašujemo po več stvareh hkrati, ker potem pač anketiranec na to vprašanje ne more odgovoriti, pač pa vprašamo vsako vprašanje sprašuje po eni stvari. Ne smemo navajati k odgovoru, se pravi, ne smemo sporočati svojega mnenja skozi vprašanje, pač pa postavimo vprašanje popolnoma nevtralno. Predvsem pa pazimo, da je anketiranec na vprašanje, na postavljeno vprašanje sposoben in pripravljen odgovoriti. Se pravi, nikakor spravljati anketiranca v stisko. Pri intervjuju je tudi pomembno, da postavimo najprej enostavna, šele nato pa zapletena vprašanja. Na začetku lahko predvidimo, da bo v intervjuju bolj nesproščeno vzdušje, da bo še malo zadrege. Zato je prav, da se najprej, dokler se oba, tako anketar kot izpraševanec, ne sprostita, da začnemo z enostavnimi vprašanji, nato pa z bolj zapletenimi. Prav je tudi, da socialna in demografska vprašanja postavimo na koncu. Če jih postavimo na začetku, je morda nam izpraševanec še ne zaupa toliko in je morda nepripravljen podati neke demografske podatke, recimo o številu otrok, o naslovu, o dohodku gospodinjstva in podobno, medtem ko potem, ko recimo intervju že traja pol ure, se nekoliko bolj sprosti in bo na koncu na taka vprašanja veliko bolj pripravljen odgovoriti. Zelo dobro je, če anketirancu vnaprej pošljemo seznam tem, ki jih v intervjuju želimo obravnavati. Se pravi, če mu to sporočimo, bo izpraševanec seveda dobil možnost, da se na intervju nekoliko pripravi, bolj bo samozavesten, bolj bo sproščen. Med intervjujem pa tudi morda se bo naprej spomnil kake informacije, ki se je sicer med intervjujem ne bi spomnil oziroma bi jo pozabil. Če pa se bo nekoliko pripravil, pa bomo lahko tudi mi od intervjuja imeli nekoliko več. Zdaj, pomembne so uvodne minute, ki so namenjene temu, da recimo pojasnimo, kaj je namen intervjuja, kako zelo pomemben je za nas intervju, odgovorimo na morebitna vprašanja, ki jih ima anketiranec, recimo okrog tega, kaj bomo počeli z njegovimi podatki, a bodo anonimni, kako jih bomo obdelovali, kaj bomo sploh počeli s temi podatki in tako naprej.
Lahko se tudi pozanimamo recimo o izpraševancu, pa v glavnem cilj teh uvodnih minut je, da ustvarimo neko sproščeno vzdušje, s tem, da podamo čim več seveda resničnih informacij o naši raziskavi. Pomembno je, da te uvodne minute ne trajajo predolgo, se pravi, ni prav, da z njimi izgubljamo veliko časa, ne pa tudi prekratko, da v bistvu ne ustvarimo tega sproščenosti oziroma nekega vzdušja, kjer se anketar in pa izpraševanec povežeta. Se pravi, na odgovore se vedno odzivamo z zanimanjem, se pravi, njihov odgovor nas zanima, vendar pa smo v odzivu nevtralni, se pravi, nikakor ne sporočamo svojega mnenja ali če se ne strinjamo, v bistvu tega na noben način ne pokažemo. Zanima nas dejansko njegovo mnenje, nočemo v bistvu debatirati, ali je naše, če se mnenja razlikujejo, katero mnenje je pravilno. Če nečesa ne razumemo ali recimo o nekih ključnih stvareh, če jih želimo še enkrat preveriti, lahko postavimo dodatna vprašanja, s katerimi pridobimo večjo razumevanje ali pa potrdimo, da smo odgovor izpraševanca pravilno razumeli. Se pravi, večina izpraševancev nekako pričakuje, da jim bomo povedali, kako dolg približno bo intervju. Zdaj, včasih je to težko napovedati, kar lahko tudi povemo, če pa lahko napovemo, pa recimo, če lahko to ocenimo, kako dolgo bo trajal intervju na osnovi nekih izkušenj, pa je prav, da to informacijo podamo, vendar je tudi prav, da se potem te napovedi bolj ali manj držimo. Se pravi, ne gre zdaj za minuto več ali manj, ampak vsaj okvirno je prav, da se tega časa, ki smo ga napovedali, vsaj okvirno držimo. Na koncu se za intervju zahvalimo, poudarimo, da je bil za nas oziroma za našo raziskavo zelo pomemben. Poskrbimo, da smo poskrbeli za vso dokumentacijo, da imamo posnetek, da si bomo lahko kasneje naredili recimo prepis intervjuja in neke zapiske. Če pa smo intervju snemali, pa je seveda obvezno, da smo pred snemanjem za dovoljenje za snemanje povprašali, se pravi, izpraševanca povprašali oziroma pridobili njegovo dovoljenje, da se intervju snema. Zdaj, posebna oblika skupinskega intervjuja so fokusne skupine. Kaj je fokusna skupina? Fokusna skupina je skupina posameznikov, ki so bili izbrani s strani raziskovalca, da razpravljajo in komentirajo temo, ki je predmet raziskave. Zdaj, čeprav je fokusna skupina ena oblika skupinskega intervjuja, to ni intervju s skupino ljudi, ampak je več kot le intervju. Zakaj? Zato, ker gre v bistvu za neko ustvarjalno druženje in ustvarjanje idej preko interakcije ljudi, ki v fokusni skupini sodelujejo. Se pravi, prednost fokusnih skupin je v tem, da udeleženci drug drugega vzpodbujajo k ustvarjalnemu razmišljanju in k novim pogledom. Se pravi, da ko se nekomu porodi ideja, se morda na osnovi te ideje oziroma povedanega še nekomu drugemu porodi nova ideja. Po drugi strani pa imajo fokusne skupine tudi slabost, namreč gre za manj poglobljeno razpravo kot pri intervjuju. Recimo, v skupini je marsikdo lahko sramežljiv, zadržan, še posebej, če imamo znotraj skupine nekoga, ki ima recimo alfa značaj, se pravi, da je zelo samozavesten, izstopajoč in strokovno podkovan. Se pravi, ravno zato je zelo pomembno, da so vsi udeleženci v fokusni skupini enako poučeni o problemu in
in enakovredni, da lahko sodelujejo v fokusni skupini in da ta fokusna skupina oziroma razprava v fokusni skupini dobro teče. Zdaj, velikost fokusne skupine je ponavadi nekje med 6 in 12 udeležencev. Praviloma se ti udeleženci med seboj ne poznajo, čeprav seveda, če obravnavamo v fokusni skupini nek zelo specifičen strokovni problem, potem je težko najti za fokusno skupino v bistvu strokovnjake, ki se med seboj ne bi poznali. Tako da velikokrat dejansko se strokovnjaki v fokusni skupini med seboj poznajo. Zdaj, vzdušje v fokusni skupini naj bi bilo sproščeno, neformalno, trajala pa naj bi fokusna skupina od 1,5 ure pa tudi nekje do 6 ur. V fokusni skupini je zelo pomembno delo moderatorja. Moderator mora namreč imeti sposobnost opazovanja, komunikacije in pa pomemben del njegovega dela je to, da vzpostavi medsebojne odnose, da pridejo vsi do besede, da je vzdušje dobro in tako naprej. Med potekom fokusne skupine se seveda lahko delamo zvočne zapise, video posnetke, lahko si recimo zapisujemo neka opazovanja, ne le to, kar recimo udeleženci povejo, ampak tudi kako odreagirajo, recimo kdaj jim je nelagodno, kdaj vidimo, da se z mnenjem strinjajo in take stvari. Zato je zelo dobro, da poleg moderatorja oziroma tistega, ki vodi fokusno skupino, v fokusni skupini sodeluje tudi raziskovalec, ki skrbi poleg teh zapiskov, snemanja tudi recimo za neke, da rešuje sproti neke logistične ali pa tehnične težave. Seveda je spet pomembno, da če fokusno skupino snemamo, potrebujemo soglasje za snemanje od vseh udeležencev fokusne skupine. Zdaj, fokusna skupina lahko ima več ciljev, kar nekaj jih je napisanih na prosojnici, na primer cilj je lahko iskanje soglasja pri določeni tematiki, lahko je recimo identifikacija relevantnih vprašanj, se pravi, kaj se splača raziskovati na določenem področju, ali pa iskanje novih idej za rešitev nekega problema. Lahko je tudi cilj fokusne skupine, da dejansko je neka raziskava že končana, vendar rezultatov ne znamo dobro interpretirati oziroma ne vemo, kaj pomenijo, in fokusno skupino organiziramo s ciljem razlage teh rezultatov, ki smo jih dobili. Potem je lahko primerjava perspektiv, se pravi plusov in minusov, oziroma pogleda nekih skupin na določeno tematiko, ali pa iskanje vzrokov, zakaj nek projekt ni uspel. Pri fokusni skupini lahko uporabimo več tehnik. Tehnika nominalne skupine je srečanje skupine z namenom, da se producira seznam relevantnih tem v okviru nekega raziskovalnega področja in da se te teme potem rangirajo od najmanj do najbolj pomembne. Se pravi, gre za to, da skličemo udeležence dejansko, da se dejansko srečajo v nekem prostoru, predstavimo jim raziskovalno vprašanje, nekar znotraj tega raziskovalnega vprašanja vsak udeleženec fokusne skupine naniza tematike, ki se mu zdijo najbolj pomembne. Ponavadi se to zapiše na neko tablo, v kroge in potem se te ideje oziroma tematike z udeleženci predebatirajo, rangirajo od najmanj do najbolj pomembne in ko imamo rangiranje, se v bistvu še enkrat predebatirajo, po potrebi prestrukturirajo, predstavijo se končni rezultati, ki se predebatirajo, lahko se potem ta krog še enkrat ponovi, da dobimo potem dokončno neko rangiranje tematik znotraj nekega področja po pomembnosti. Se pravi, ta
fokusna skupina po tehniki nominalne skupine traja nekje od 40 minut do ure pa pol. Lahko pa uporabimo tudi delfsko tehniko, ki je recimo zelo primerna za online zbiranje podatkov, kjer pa iščemo različna mnenja udeležencev oziroma naš cilj je, da glede določene teme dosežemo soglasje. Se pravi, to poteka recimo prek spleta, preko e-mailov ali pa tudi recimo lahko pisno, prek neke pisne komunikacije. Ne gre za razpravo, kjer bi bili vsi udeleženci zbrani na istem mestu. Zakaj v bistvu delfska tehnika je tako pomembna? Zato, ker dejansko preprečuje prav to, kar smo omenili kot slabost fokusnih skupin, to je, da bi en posameznik znotraj skupine prevladal. Se pravi, vsem udeležencem torej razložimo, vse, ki bomo vključili v to delfsko tehniko, jim razložimo naše raziskovalno temo oziroma vprašanje. Udeležencem pošljemo recimo po elektronski pošti nek vprašalnik, ki ga izpolnijo in ga pošljejo nazaj raziskovalcu. Ta raziskovalec odgovore analizira na podlagi dobljenih vprašalnikov in dobi neke rezultate in na podlagi teh rezultatov oblikuje nov vprašalnik. Nov vprašalnik skupaj z rezultati vrednotenja iz prvega kroga spet ponovno pošlje vsem udeležencem v fokusni skupini. Vsak udeleženec pa dobi hkrati z rezultati, recimo povprečja cele skupine, dobi tudi svoje vrednotenje iz prvega kroga. Potem v drugem krogu udeleženci ponovno odgovorijo na ta vprašalnik. Lahko odgovore glede na povratno informacijo oziroma rezultate iz prvega kroga prilagodijo ali pa ne. In ta vrednotenje ponavljamo v toliko krogih, da dosežemo soglasje. V delfski tehniki je dejansko zagotovljena anonimnost, se pravi, čeprav morda vemo, kdo bi bili drugi strokovnjaki, ki odgovarjajo na vprašanja, pa ne poznamo, kakšni so odgovori drugih strokovnjakov. Se pravi, vsi imajo možnost spremeniti odgovore glede na vprašanja, glede na rezultate vseh udeležencev iz prejšnjega kroga. Se pravi, svoje mnenje lahko prilagodiš ali pa ne, glede na pogled celotne skupine, zato ker vsi udeleženci prejmejo neko kontrolirano povratno informacijo. Zdaj, zelo pomembno je, da je vsak udeleženec, ki sodeluje v fokusni skupini pri delfski tehniki, nek strokovnjak, ki ima o tem področju oblikovano mnenje oziroma zadostne informacije, da se dejansko s tem področjem ukvarja. Optimalno število posameznikov za delfsko tehniko je nekje od 5 do 10. Zdaj, če jih je več, se zgodi, da nam iz skupine veliko strokovnjakov izpade, zato ker pač mora skupina delovati učinkovito. Če pa jih je preveč, pa recimo se predolgo čaka, nekdo sigurno ne odda odgovorov in potem delovanje ni učinkovito in udeleženci enostavno v nadaljnjih krogih ne želijo več sodelovati. Prav tako, recimo, če jih imamo več kot 10, dobimo že veliko množico podatkov, ki jih je potem težko analizirati in obdelati. Rekli smo že prej, da pri delfski tehniki gre za to, da dosežemo soglasje, pri čemer pa moramo vedeti, da definicije o tem, kaj pri delfski tehniki soglasje ni, kaj soglasje je, ta definicija soglasja dejansko ne obstaja. Lahko jo pa določimo, recimo, da je to recimo nek delež udeležencev, ki imajo enako mnenje, ali pa recimo, da se mnenja
od kroga do kroga, da so stabilna, da se več ne spreminjajo. Recimo rečemo, vsaj 60% udeležencev v zadnjih 2 krogih ni zamenjalo mnenja. Se pravi, sami si definiramo soglasje in dejansko proces oziroma kroge ponavljamo tako dolgo, dokler tega soglasja ne dosežemo. Zdaj zadnja tehnika zbiranja podatkov, o kateri bi še želela nekaj povedati, pa je opazovanje. Kdaj je uporaba opazovanja primerna? Opazovalne študije uporabimo, kadar želimo dobiti neko celovito in poglobljeno sliko določenega pojava ali vedenja ali motivov. Uporaba opazovanja je ponavadi cenejša. Kot druge tehnike zbiranja podatkov lahko pa traja dlje časa, se pravi zahteva svoj čas. Gre za zelo fleksibilen potek, za zelo fleksibilno tehniko zbiranja podatkov, ki si jo lahko prilagodimo glede na raziskovalno vprašanje, glede na to, kdo je raziskovalec in kakšen dostop ima do opazovanega pojava oziroma oseb, ki jih opazuje, tako da se lahko tehnika v veliki meri prilagodi okolju. Prav tako lahko traja, ni določeno, koliko bo trajala, se pravi, traja lahko pač do takrat, dokler raziskovalec ne meni, da je zbral dovolj podatkov, da lahko preneha z opazovanjem. Zdaj ločimo med strukturiranim in nestrukturiranim opazovanjem. Strukturirano opazovanje pomeni, da si mi že vnaprej definiramo, kaj bomo opazovali in si strukturiramo recimo nek obrazec, v katerega zapisujemo ali pa kljukamo, kaj smo opazili. Se pravi, gre za bolj neko togo, nefleksibilno vrsto opazovanja. Nestrukturirano opazovanje pa pomeni, da si zapisujemo karkoli, se v bistvu nimamo tako točno določeno, vemo področje, ne vemo pa recimo tematike in potem si zapisujemo vse, kar opazujemo oziroma vse, kar mislimo, da je potrebno zapisati, in potem na osnovi tega nestrukturiranega opazovanja v bistvu iz naših zabeležk šele dobimo, kaj bi v bistvu lahko raziskovali oziroma kaj bi lahko bile naše ugotovitve. Seveda je nestrukturirano opazovanje predvsem zaradi svoje te fleksibilnosti ali pa svobode veliko bolj subjektivno, ker se lahko pač sami odločimo, kaj si bomo zapisali in kaj ne. Ločimo tudi opazovanje z in brez udeležbe opazovalca. Kaj to pomeni? Pri opazovanju z udeležbo je opazovalec v bistvu nek del pojava, ki ga opazuje. Se pravi, on se dejansko aktivno vključi v življenje opazovanih oseb. Pri tem je seveda pomembno, da se preveč ne vživi, in da ne zmore več vloge objektivnega opazovalca. Prav tako pa je nevarnost, da zaradi njegove vključitve v pojav se ta pojav spremeni. Recimo, če bi se on vključil recimo v neko komuno, bi recimo, ker bi postal del te komune, bi se dejansko komuna spremenila, in bi se potem njegovi rezultati opazovanja tudi spremenili. Ločimo tudi prikrito in neprikrito opazovanje. Prikrito pomeni, da v bistvu opazovani ne opazijo, da so opazovani. Se pravi, opazovalec ne vpliva na potek dogodkov, pač pa opazuje nekoga, brez da bi tisti opazovanci to ugotovili. Seveda moramo pri tem paziti na, se pravi, da koliko je takšno opazovanje etično, oziroma ne smemo početi nečesa, kar se nam zdi neetično. Tukaj pač moramo spoštovati neke moralne in etične zakonitosti.
Neprikrito opazovanje pa je opazovanje, kjer v bistvu opazovanec ve, da ga mi opazujemo, a ne, kar pa seveda potem ima za slabost, da se lahko potek dogodkov spremeni. Kot zadnjo delitev ločimo opazovanje v naravnem in umetnem okolju. Zdaj, naravno okolje je pač naravno okolje, kjer neki pojav opazujemo, recimo znotraj nekega podjetja ali pa znotraj neke gostilne, restavracije, pošte, karkoli, zdravstvenega doma, avtobusa. Umetno okolje pa pomeni, da mi to okolje posebej ustvarimo in ga skušamo približati nekemu naravnemu okolju, zato da bi pojav potekal, da bi pojav potekal bolj nemoteno, se pravi, da bi omejili motnje, ki bi lahko vplivale na rezultate raziskovanja. Zdaj, s tem ne mislimo samo na laboratorij, a ne, ki bi bil tak tipičen primer, pač pa dejansko tudi na vsakršno okolje, ki ga posebej ustvarimo, da lahko izvedemo neko opazovanje. Recimo, če bi želeli opazovati obnašanje zapornikov v primerjavi in njihovih paznikov, a ne, je potekal recimo eksperiment, kjer smo lahko tudi uporabili tehniko opazovanja, kako so odreagirali recimo tiste enote oziroma osebe, ki smo jih uporabili kot jetnike in tiste kot zapornike. In za ta namen smo dejansko ustvarili oziroma uporabili nek prostor, ki je bil podoben zaporu. Medtem ko naravno okolje je pač tisto, ki dejansko obstaja in ki ga opazujemo in pri katerem nismo nič umetnega ustvarili. Torej to so bile glavne 3 tehnike zbiranja primarnih podatkov. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za pozornost, vas lepo pozdravljam in nasvidenje.